Ja, živjo! Ta video, ki ga bomo danes snemali, je en mojih najljubših od vsega začetka, odkar imam scary videe. Zdaj pa ne, če sem v fokusu. Zdaj pa bo. V glavnem, ta video, torej najbolj bizarne smrti ever. To je zdaj drugi ali tretji del, ali četrti, who knows. Tako da z največjim veseljem vam danes predstavljam ta del. Potencialno znajo biti tole najbolj odštekani, kar sem jih kdaj dobila in sem full excited. Rešilc. Full primerno. Prvi primer je iz Fultona, Arkansasa. Moški, ki je v tem primeru izgubil življenje, je Donnie Wright. In če mene osebno vprašate, bomo nekako šli od najmanj bizarne k najbolj bizarnim smrtim. In to je primer, kjer je vrtača noter potegnila 64-letnega moškega. Se strinjam, da so se pri nas tudi podobne stvari dogajale, recimo divje jezero, ko grejo noter v tunel, pa ne pridejo več ven, ampak v tem primeru mi je bizarno najbolj zaradi tega, ker je on umrl medtem, ko je reševal nekoga drugega, ker so na eni točki se odcepili in so šli v tisto bolj nevarno smer, ampak še vedno ta smer ni bila toliko nevarna, da bi pričakovali to vrtačo, ki se je očitno iznenada odprla in ga je potegnila not medtem, ko je reševal nekoga drugega. To je najbolj žalostna stvar te cele situacije, ker on je bil dejansko oseba, ki je non-stop samo pomagal, samo ves čas življenja posvetil temu, da je pomagal ljudem v stiski oziroma predvsem moškim, ki so bili alkoholiki in nasploh je ves čas pomagal, kot vidite v tem primeru in lih na ta način je izgubil življenje, tako da sad. Drug primer. Drug primer od Hugo Avalos Cannona je primer, kjer je on padel v huge mašino za mletje mesa. Gre za industrijsko nesrečo, gre za res žalosten primer, kjer v bistvu je on na koncu samo še pucal ta meat grinder in kakor lahko vidite, upam, da sem najdela video, je pač taka lojtrca dogor in iz neznanega razloga on se je spravil pucati to mašino, preden bi bila dejansko ustavljena. Valjda slišiš, valjda veš, mogoče ne vem, kaj mu ni bilo, jaz sem mogoče bil zmatran, zaspan, bila je pozna izmena. Medtem, ko je to počel, ga je potegnil noter. Itak so nemudoma probali pomagati, nemudoma so klicali pomoč gor dol, ampak preden so sploh sodelavci pritekali do njega, je on verjetno bil že mrtev in nikakor se ni dalo več pomagati, ker ga je pač zmlel. Imeli so pa v tej isti tovarni že enkrat podoben zaplet, ne podoben zaplet, ampak delček tega je sicer en izgubil prst na ta način in potem so tudi malo potem ukrepali, ker to ni bilo več nikakor varno okolje za delo, so potem raziskovali. Tretji primer govori o Alanu Cattrallu, ki je na zelo bizaren način umrl in sicer bil v industriji, kjer so delali kajake in ti kajaki na eni točki jih moraš očitno dati v peč, da se sprimejo vsi materiali ali ne vem kaj, nekako tako, kot glino bi jaz rekla. Ja, ta industrijska peč v tem primeru ni spekla kajaka, ampak Alana. To je bil torej 54-letni moški, ki se je še nekaj časa boril, šlo je za tovarno Piranha Moldings. V bistvu je navsezadnje umrl zaradi šoka, ker je bil 100% po celem telesu opečen. Proizvajalec je bil zaradi neprimernih okoliščin dela kaznovan z 200.000 funti, 25.000 funtov je dobil takrat generalni direktor. Na sodišču se je izvedelo tudi, da je v bistvu on kot oče 3 otrok, ta Alan je šel noter v pečico zato, da bi takrat postrgal, pospravil s čisto nekako kapljajočo plastiko. In dokazano je bilo na koncu, da so bile zelo slabo narejene te peči, skratka od znotraj ni tiste varnostne zaklopke, ker bi lahko še vedno prišel ven, če se nekdo dejansko zapre. Ful bizarno je, da se je nekaj minut potem, ko se je on noter zaprl, oziroma ga je pečica noter zaprla, začelo ven kaditi na drugačen način, kot kar pri kajakih. Očitno, ker so sodelavci to opazili, so šli tja in so odkrili truplo. Predtem je on tam srečno delal 12-letno, pa ga je pa spekal. Zdaj od nesreče naprej je bajal to pečico ugrajena izhodna loputa, tako da neki so ukrepali. Ta na 4. mestu ni nič manj bizaren, mislim, meni je grozen, ker gre za človeka, ker je bil že itak veteran. Veteran, ki je bil istočasno na invalidskem vozičku in zdaj, ja, on je izgubil življenje tako, da je šel v Six Flags USA. Meni je najbolj smešen, ker sem že govorila o tem zabaviščenemu ameriškemu parku že večkrat in ful je bil tam nesrečen, še vedno normalno obratuje. Isto grozen je, da je bil takrat tam s svojima hčerkama, starima 3 in 4 leta. On je bil pa takrat star samo 29 let, mlad, hčerkama se je zabaval tisto popoldne in šel je na Ride of Steel, oziroma oni so mu drugače odgovorili Superman. Man of Steel, Superman. Ne bi šlo za enega najbolj visokih roller coasterjev ob reki Mississippi, pa ne bi šel 110 km/h. In što se v tem, da ne bi ga nikoli ne spustili sploh na to vožnjo. Valjda je to odgovornost tam zaposlenih, da rečejo ti lahko, ti ne, a ne, in očitno mu noben ni nič rekel in je šel gor in brez nog, I guess, ja, manjka nek del opore, a ne, oj.
Na 5. točki imamo moškega, ki je padel v sod za žveplovo kislino. Ta stvar se je ponovno zgodila na delovnem mestu, star je bil pa tudi 54 let. To se je zgodilo v Južnem Lyonu in šlo je spet za proizvodnjo oziroma tovarno jekla. Bilo je sobotno popoldne in ta moški z imenom Daniel Hill je bil potopljen v celoti, torej celo telo 100% padel je noter v 10 do 12% raztopino žveplove kisline. Njegovi sodelavci niso samo stali križem rok in gledali, ampak so ga šli reševati in lahko sklepamo, da ko so ga šli reševati, so se opekali tudi sami tako ekstremno. In istočasno skoraj žalosten je meni to, da je umrl 11 ur kasneje ob 23:30 isti dan, ker šele takrat, ko so ga dejansko pokopale te poškodbe. Torej, od točke, ko je bila poklicana policija na to mesto nesreče, so ga še dali pod varnostno prho, ker še vedno je to kislina na človeku, da bože joj. In ga je pa prevzela bolnišnica v Ann Arborju. Isto grozen mi je, da ko so ga dobili, dejansko še hodil in govoril, tako povejo, ampak pa je pa podlegel poškodbam. Na 6. točki imamo primer Alexisa Francoisa, upam, da nisem narobe povedala, ki je pa padel 30 metrov globoko v dimnik. Je bil še študent, torej mlado bitje, študiral je filmografijo, film pač, in je šel takrat očitno iz ene zabave na streho samo skaditi, zdaj ne vemo, kako hudiča je on odpadel in je pa padel noter. No, obstajal je video, jaz ga nisem najela, sem ga iskala, tudi če bi ga najela, ga verjetno ne bi mogla dati v ta video, ker bi bilo vse skupaj banan, ampak je obstajal, če ga kdo najde ga, jaz ga nisem več, pa sem precej iskala. Tudi leta 2015 in so ga kar nekaj časa iskali, preden so pogruntali, tle not pa nismo pogledali in poj je truplo lih tam, a ne, v dimniku in nisem niti ziher, ali je, ko je umrl ali ne, ob padcu. In še 7. primer, najbolj bizarnen je pa od moškega, ki je umrl na način, da je padel v woodchipper, v sekalnik lesa. Kaj je beseda slovenska za to? 42-letni Hernan Gutierrez, spet mogoče narobe povedala, je v bistvu zelo delaven in priden človek, vse, kar si želel, je bilo pač to, da začne svojo lastno firmo. Želel si preprosto pokrivati strehe in to so bile vse njegove sanje, ampak do takrat je mogel še malo delati in tekom tega dela, ko je pač metal les v sekalnik lesa, je not padel tudi on. Tisti, ki so preiskovali ta primer, so rekli samo, bil je vroč dan, mogoče je bil malo zmatran, malo medlevice, malo motavice, kakorkoli že in ne vem, pač je padel noter. Ni konkretne razlage. Je pa to en tak bizaren primer, ker je policija hodila tja in so padali so v šoke. In vsi policisti in kdorkoli je prišel preiskovati ta primer, so jih vse direkt poslali k psihiatru ali psihologu, da jim je pač tisto začetno travmo umilil, ker je bil to tako grozen prizor, si lahko predstavljaš. Že ko so članki napisani o tem, od tistih, ki so bili kakorkoli prisotni, se vidi, da je bilo res nekaj bizarnega. To je po moje, si lahko predstavljaš, no, vse poškropljeno, vse pa vsod. Tako da ja, se spomnim čez prvega videa tega, ko smo delali, ko je en umrl tako, da mu je krava padla na glavo po noč čez streho. Teli se mi zdijo bolj tako grozljivi, scary. V glavnem, dragi moji, to za ta video, tle imate Instagram, pojďte pofollowat, za me je shadow banov, by the way, shadow banov. To ti spomen, ki te popolnoma skrival sem, pokaže mi prej vsak moj fanpage in vse preden dejansko moj ime, na živce mi gre, no, ker social media nas zdaj malo. V glavnem, Alien mama out, pridni bote, radi se imejte, jedem pa naprej snemat. No, smo snemali dan, tako je, 6 videov bom posnela. Aj, čau, Alien mama loves you.